Iz naših krajev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o naložbah Radgonskega zdravstvenega doma, odprtju novega potniškega terminala v Kopru, novi plinsko-parni enoti, ki bo prispevala k dekarbonizaciji Ljubljane, zaključku del na železniški postaji v Borovnici, občinskem prazniku v Šentrupertu, kjer je misijonarka sestra Zvonka Mikec postala častna občanka. Slišali pa boste tudi o Prešernovem poletju v Kranju. Vabljeni k poslušanju. Radio Ognjišče v vašem kraju. V zdravstvenem domu v Gornji Radgoni so začeli celovito prenovo glavnega vhoda. Bil je namreč zastarel, vrata so bila še na ročni potisk, je pojasnila vršilka dolžnosti direktorice Nataša Ostrc-Kranjec. Bolnikom želijo v prihodnje zagotoviti prijaznejši, sodoben in funkcionalen vstop v zgradbo, ki bo tudi skladen z aktualnimi smernicami zdravstvene dejavnosti, je zagotovila Ostrc-Kranjčeva. Prenovljena vhodna avla bo tako opremljena z avtomatskimi vrati za zmanjšanje fizičnega stika. Omogočala pa bo tudi centralizirano točko za naročanje, pridobivanje izvidov in informiranje bolnikov. Do jeseni, ko bodo dela predvidoma končana, je v zdravstveni dom mogoče vstopiti skozi nadomestne vhode. V novi zgradbi imamo en vhod, potem imamo tudi vhod spodaj za invalide, ker z dvigalom lahko do gor pridejo preko reševalne. Tisti vhod je že nekaj časa, kak je nova zgradba narejena. Imamo pa tudi vhod z zadnje strani, kak je lekarna Springer, in tam je tudi dežurna ambulanta zdaj. Ja, smo preselili v bistvu dežurno ambulanto. Je pojasnila Ostrc-Kranjčeva. Zdravstveni dom bo za prenovo glavnega vhoda iz lastnih sredstev odštel 92.000 evrov. A to ni edina večja naložba zavoda v tem trenutku. V prostorih stare reševalne službe se zdaj dela v bistvu čist na novo laboratorijo. To se je pa začelo v začetku leta, predvideni konec je konec leta letošnjega. To sofinanciramo z občinami oziroma celo prek razpisa Ministrstva za zdravje, ker vsaka občina ima en delež tam lahko, ki ga uporabi za določene investicije v zdravstvu, tako so se občine z tistega potem potegnile sredstva. Laboratorij pa je 600 pa nekaj tisoč. Celotno investicijo vodi občina Gornja Radgona, ona je nosilka. Je povedala Ostrc-Kranjčeva. Zdravstveni dom, ki ga vodi kot vršilka dolžnosti, se še naprej sooča s pomanjkanjem zdravnikov, predvsem družinskih. Nujno bi potrebovali vsaj še enega, je opozorila. Razpise objavljajo neprekinjeno, vendar prijav ni. Prispevek sem pripravila Helena Križnik. Radio Ognjišče v vašem kraju. V Luki Koper so odprli nov potniški terminal, s katerim so obeležili 20. obletnico prihoda prve potniške ladje v Koper. Trajnostno zasnovan objekt, skozi katerega bodo v Koper stopali turisti iz potniških ladij, ponuja prostore za carino, policijo in turistično-informacijski center, obenem pa še konferenčno dvorano in kavarno. Gre za pomembno naložbo, 3,3 milijona evrov, ki bo okrepila tako gospodarsko kot tudi turistično vlogo našega pristanišča. Koper namreč ni le močno in sodobno tovorno pristanišče, temveč se v zadnjih 2 desetletjih vse bolj uveljavlja tudi kot pomembno pristanišče za potniške ladje in pridobiva ugled privlačne destinacije na zemljevidu sredozemskih križarjenj. Ena ključnih prednosti je prav lega potniškega terminala tik ob mestnem jedru, ki omogoča potnikom hiter in enostaven dostop do lokalne kulture ter prispeva k živahnemu utripu mesta ob vsakem prihodu križar. Je dejala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Dodala je, da nova stavba ne predstavlja zgolj nove infrastrukturne pridobitve, temveč je pomemben mejnik pri uresničevanju ciljev zapisanih v strategiji razvoja prometa do leta 2030. Predsednica uprave Luke Koper, Nevenka Kržan, je dejala, da se je o gradnji novega potniškega terminala govorilo več kot desetletje. Število turistov iz leta v leto raste, letno pa v povprečju sprejmejo 80 ladij. Ta terminal bo za številne obiskovalke in obiskovalce prvi stik z našim mestom. Od tu naprej se bodo podali odkrivanje naše kulture in arhitekture, naše dediščine, naše kulinarike
Zato smo si želeli, da ta prostor odraža naš značaj. To je odprtost, raznolikost in ponos na našo skupnost, strpnosti in medsebojnega razumevanja. Je dejal župan mestne občine Koper Aleš Brežan. Lokal z razgledno ploščadjo bo odprtega tipa in na voljo vsem obiskovalcem. Potniške ladje pa naj bi letos do novembra v Koper pripeljale približno 115.000 potnikov in tudi 55.000 članov posadk. Radio Ognjišče v vašem kraju. Ljubljana je dobila novo plinsko parno enoto. Po besedah predstojnih se s tem začenja proces dekarbonizacije Ljubljane. 145 milijonov evrov vredno naložbo bodo količino premoga v Ljubljani zmanjšali za približno 70%. Gre za najvišjo investicijo energetike Ljubljana po izgradnji bloka 3 v 80 letih prejšnjega stoletja. Novo plinsko parno enoto je podrobneje predstavil tehnični direktor energetike Ljubljana Marko Agreš in izpostavil, da Ljubljana postaja tretji največji proizvajalec električne energije v državi. Kot je še povedal Agreš, je enota izjemno fleksibilna. Poleg teh soproizvodnih karakteristik izpolnjujemo tudi pravzaprav vse tisto, kar elektroenergetski sistem od nas zahteva, primarno, sekundarno regulacijo frekvence, terciarno minutno rezervo. Poleg tega pa lahko elektrarna je omogočen zagon iz tako imenovanega breznapetostnega stanja. V primeru naprimer večjega potresa, v primeru žledoloma, vetroloma ali podobnih, ko bi prišlo do tako imenovanega izpada, naprimer Španija sedaj, mi iz te lokacije dvignemo in praktično oskrbujemo celotno Ljubljano iz te enote. Direktor energetike Ljubljana Samo Lozej je povedal, da so že pridobili tudi deklaracijo za vstop v podporno shemo Agencije za energijo za naslednjih 10 let. To je do sredine leta 2034, kar jim zagotavlja normalno poslovanje. S to podporo imajo po njegovih besedah zagotovljena sredstva za vračilo kreditov, ki so jih najeli. V okviru 10-letne pogodbe pričakujejo okoli 20 milijonov evrov. S projektom je zadovoljen tudi direktor javnega holdinga Ljubljana Krištof Mlakar, pričakuje pa, da se bo nadaljevalo z rekonstrukcijo kotla na biomaso in da bo prestolnica v čim krajšem času prišla do sežigalnice. Na ta način bi po njegovih besedah pripomogli k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov ter k temu, da bo Ljubljana resnično to, kar je zapisano v strategiji, ogljično nevtralno mesto. Prispevek sem pripravila Manca Hribar. Radio Ognjišče v vašem kraju. V Borovnici je bila v torek 3. junija slovesnost ob zaključku nadgradnje železniške postaje Borovnica in dela odseka med Brezovico in Borovnico. Vrednost projekta znaša slabih 112 milijonov evrov, od tega je Evropska unija iz načrta za okrevanje in odpornost prispevala 44,5 milijona evrov. Na slovesnosti so bili med drugimi prisotni ministrica za infrastrukturo magistrica Alenka Bratušek, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji doktorica Jerneja Juk Jerše in župan občine Borovnica Peter Črnilogar, ki so na slovesnosti tudi spregovorili. Prisluhnimo najprej, kaj je povedal župan občine Borovnica Peter Črnilogar. Poleg že omenjene dediščine ima železnica za Borovnico še vedno pomemben vpliv. Prebivalci naše občine se prednosti železnice zaradi dobrih povezav z Ljubljano, kamor se številni vozijo na delo ali izobraževanje, dobro zavedamo. Že dolgo in uspešno ohranjamo visok delež prebivalcev, ki za prevoze na delo in šolo uporablja vlake. Ti so v zadnjih letih postali bolj udobni in bolj prijazni tudi za potnike s posebnimi potrebami. Prenova proge med Ljubljano in Borovnico obeta tudi krajše potovalne čase, potem ko bo v Ljubljani dokončana nova železniška postaja. Do takrat pa bo potrebno, tako kot zadnjih nekaj letih, malo potrpeti zaradi zamud in nadomestnih prevozov z avtobusi. Vkolikor bo prišlo do rekonstrukcije proge med železniškima postajama Borovnica in Logatec, za katero je pripravil državni prostorski načrt, bo gradnja železniške proge po letih 1850 in 1857
ter 1946 in 1948 že tretjič radikalno posegla v Borovniško dolino in življenje njenih prebivalcev. Z vidika rabe prostora in podobe krajine je vsak poseg bolj obremenjujoč. Te obremenitve bodo za krajane vzdržne le ob predhodni temeljiti rekonstrukciji cestne povezave do Vrhnike ter izgradnji gradbenih cest, ki bodo po zaključku gradnje služile kot obvozne ceste in razbremenile sedaj prometno preobremenjeno starovaško jedro Borovnice, ki je v celoti zaščiteno kot naselbinska dediščina. Posodobitev železniške infrastrukture, kot tudi rekonstrukcija proge od Borovnice in borovniške železniške postaje, je terminsko sovpadala z rekonstrukcijo regionalne ceste Vrhnika-Borovnica-Podpeč. Obnovljen je bil odsek med Borovnico in Bregom, zgrajena je bila prva sodobna kolesarska povezava v občini, ki je povezala park and ride pri železniški postaji in gasilni dom na Bregu. Že v preteklih letih pa smo pridobili nepovratna sredstva za to, da smo neustrezno parkirišče pri železniški postaji uredili v sodoben park and ride, ki je sedaj po dokončanju prenove železniške postaje Borovnica in njene okolice postal vzorčni primer sodobnega intermodalnega vozišča v manjših krajih. V imenu občine se zahvaljujem vsem deležnikom za konstruktivno sodelovanje tekom obnove. Sedaj tudi bolje razumemo, kaj za lokalno skupnost pomenijo vzdrževalna dela v javno korist. Nekaj izzivov ostaja odprtih, kar je dobro, in to bodo naše stične točke, ki nas bodo povezovale pri naših nadaljnjih skupnih projektih. Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorica Jerneja Juk-Jerše, je povedala. Promet je steber tako gospodarstva, družbe, okolja in na Evropski komisiji se tega zelo zavedamo. Zato tudi gre kar nekaj sredstev v izboljšanje prometa. Govorimo tukaj o sredstvih ne le iz načrta za okrevanje in odpornost, govorimo tudi o kohezijskih sredstvih, pa tudi sredstvi iz instrumente za povezovanje. In zakaj to? Ker vsi bi radi imeli, čim prej bi prišli do morja oziroma do službe v Ljubljani, ne bi bili radi v gneči, želeli bi čisto okolje in za vse to tudi si želimo ta promet dati iz cest na železnice. To je to, kar želimo doseči. Jutri bo Evropska komisija objavila priporočila za državo in ta priporočila pravijo, kaj je dobro za državo. In že kar nekaj časa opozarjamo, da investicije v trajnostno mobilnost so pomemben del. Ampak hkrati, poleg teh priporočil za državo, bomo pa jutri tudi objavili poročilo o državi. In tam noter pa niso le ta visoko leteča priporočila, ampak tudi ti mehki ukrepi, kaj je treba narediti, tako da bo železniški promet bolj dostopen, bolj zanesljiv, bolj točen in da bo naše življenje dosti boljše. Hvala lepa. In zdaj prisluhnimo še ministrici za infrastrukturo, magistrici Alenki Bratušek. Današnji dan, ko slovesno otvarjamo obsežen projekt, nadgradnja dela odseka železniške proge Brezovica-Preserje, dela odseka Preserje-Borovnica in železniške postaje Borovnica, predstavlja razvojno spodbudo, dviguje kakovost življenja v občini ter prinaša več varnosti in udobja za potnike. Obnovljena železniška postaja Borovnica je zasijala z vrsto novih pridobitev. Nov bočni peron dolžine 160 metrov, nov otočni peron dolžine 240 metrov z nadstrešnicami in pripadajočo opremo, nov podhod dolžine dobrih 24 metrov z 2 dvigaloma in stopniščem, ki zdaj omogočajo varen in lažji dostop do peronov za vse potnike, še posebej za osebe z omejeno mobilnostjo. Poleg obnovljene fasade so v postajnem poslopju obnovljena čakalnica in sanitarije. Nadgrajeni so skoraj 3 km postajnih tirov in enaka dolžina vozne mreže ter 9 kretnic. Postavljenih je tudi dober kilometer protihrupnih ograj. Posebej me veseli, da smo bili zelo konstruktiven partner in občini prisluhnili tudi na segmentu dodatnih del. Iskrena hvala vsem. Radio Ognjišče v vašem kraju. 2. junij je bil pravi praznik za občino Šentrupert. Tega dne se namreč spominjajo od dneva dograditve cerkve svetega Ruperta, največjega kulturnega spomenika v občini.
Tokratni občinski praznik pa je bil nekaj posebnega tudi za domačinko, misijonarko, sestro Zvonko Mikec, ki je na predlog župana Tomaža Ramovša postala častna občanka Šentruperta. Prejela ga je za svoje misijonsko delo v Angoli in Mozambiku, kjer že več kot 3 desetletja zavzeto, pogumno, odgovorno, predano in z veliko mero sočutja vodi vzgojno-izobraževalne in humanitarne projekte. Skrbi za otroke, mlade in njihove družine ter z močjo vere, znanja in človeške topline gradi mostove solidarnosti, upanja in medkulturnega razumevanja, pri čemer za dobro navdihuje tudi prostovoljce iz domačega Šentruperta, Slovenije in tujine. Sestra Zvonka je priznanje prejela s hvaležnostjo. Sem vesela, zelo hvaležna. Zdi se mi lepo, da je tudi občina nekako prepoznala moje delo, ki ni moje, ampak je delo vseh nas, je delo cele moje domovine, kajti čutim vedno veliko podporo iz Slovenije. Župan Tomaž Ramovš je na slavnostnem dogodku v čudoviti deželi Kozolcev čestital novi častni občanki. V občinskem prazniku pa z velikim spoštovanjem čestitam naši novi častni občanki, ki svojim misijonarskim delom v svetu predstavlja našo občino kot skupnost odprtih, srčnih ljudi. V nagovoru je še spomnil. 2 leti mandata niso bile lahke. Srečevali smo se s številnimi dolgovi, pritiski preteklosti in negotovostjo, a se nismo ustrašili. Z odgovornim gospodarnim ravnanjem smo uspeli odplačati velik del dolgov. Letos pa lahko znatna sredstva znova namenjamo razvoju, samo za ceste več kot 1 milijon evrov. Hvaležen sem občanom in občankam za potrpežljivost in razumevanje. Slavnostni gost na prireditvi je bil notranji minister Boštjan Poklukar. Kulturni program sta sooblikovala Mladinski župnijski pevski zbor pod vodstvom Anite Grm in Gregor Ravnik ob spremljavi kitarista Marka Hrvatina. Svojo podporo sestri Mikec je prišel izraziti tudi domačin, salezjanec in lanski novomašnik Gregor Markelc. Za misijon sestre Zvonke Mikec v Angoli smo letos zbirali tudi na letošnji pustni sobotni Iskrici. Sredstva bodo namenjena za gradnjo vrtca in doma za dekleta v kraju Huambo v Angoli. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc. Radio Ognjišče v vašem kraju. Letošnje Prešerno poletje v Kranju bo do 13. septembra ponudilo 8 festivalov in več kot 200 različnih dogodkov. Tudi letos po tem času ogromno glasbenih, kulturnih, potem kulinaričnih, tudi športnih dogodkov. Pravi Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj, ki soorganizira, koordinira in promovira kranjsko poletno dogajanje. Mislim, da bomo zadostili vsem generacijam. Tudi se mi zdi, da bo prišlo poleg domačinov ogromno ljudi, tudi iz ostalih koncev Slovenije, ter seveda tudi iz tujine. Dogodki so tako zelo pomembni tudi za ustvarjanje turističnih nočitev v Kranju. Kupcem vstopnic za dogodke pa zavod ponuja popuste pri ogledu kranjskih znamenitosti. Malovrh je zadovoljen, da se število dogodkov in organizatorjev iz leta v leto povečuje. Predvidenih imamo več kot 200 dogodkov v mestnem jedru, ki jih organizira približno 32 organizatorjev. Lansko leto smo se pohvalili 150 dogodki s 25 organizatorji, letos je ta številka še narasla, kar nas zelo veseli. In to ne na naš račun, ampak na račun ostalih drugih zunanjih organizatorjev, kar je tudi še boljše. Tudi kranjski župan Matjaž Rakovec je pohvalil raznolikost letošnjih vsebin, obiskovalce pa pozval k trajnostnim prihodom. Kranj veliko dela na tem, da postane podnebno nevtralno mesto do konca leta 2030. Zato smo pripravili tudi, da bi ob petkih od 16. ure naprej v Kranj brezplačno vsi avtobusi mestnih linij vozili brezplačno. To se je izkazalo za zelo dobro, sploh pri zadnji prireditvi Prešernovega smna. So bili ti avtobusi zelo polni in potem smo dobili klice, zakaj še vse linije ne vozijo, no in zdaj smo se odločili
da bo v petek zvečer tisti, ki bo po 16. uri brezplačan za vse. Posebno mesto znotraj Prešernega poletja bo letos imel Teden mladih, ki v organizaciji Kluba študentov Kranj letos praznuje 30 let. Potekal bo od 27. junija do 5. julija. Eden izmed izstopajočih umetniških festivalov bo Bienale tekstilne umetnosti Bien, ki bo do 14. avgusta potekal na 30 lokacijah na Goriškem in Gorenjskem. Od 13. do 20. junija se bo odvil že prav tako tradicionalen kranjski igralski filmski festival Kraft. Od 23. do 26. julija bo v Stražišču srednjeevropsko prvenstvo v odbojki na mivki, isti vikend bo tudi tradicionalni Kranjfest. 27. avgusta se bo začel Kranj Fotofest, 6. in 7. septembra bo potekal kolesarski dogodek Letap Slovenija, dogajanje pa bo 12. in 13. septembra zaključil Dan kranjske klobase in piva. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič. To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audioarhiv Radia Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna. Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.